Doktor Petrovec, začniva kar s vprašanjem, ki naj bi nekako sodilo za konec najinega pogovora. Kdaj se utegne epidemija koronavirusa utišati? Seveda pa v kontekstu tega odgovora pa želim slišati še vaše pojasnilo oziroma vedenje, kako je v bistvu z virusi nasploh. Deluje po nekih zakonitostih, od silovitega napada, hitrega razširjanja do izbruha okužbe in pa utišanja. Ja, pravzaprav vsaka virusna epidemija ima pravzaprav nek začetek, ima nek vrh in tudi konec, morda tudi rep, morda tudi valove. Kako bo pravzaprav v tej epidemiji, ki nas pravkar zadeva, je zelo težko napovedati. Verjetno nekaj, kar pravzaprav vemo, ali pa smo danes že prepričani, je, da je virus že tako razširjen, da bomo najbrž morali v resnici sprejeti dejstvo, da bo to naša prihodnost življenje tudi z novim koronavirusom. Vi se že vrsto let ukvarjate z virusi. Vas je v bistvu ta situacija kot znanstvenika presenetila ali se bojite, da utegne biti naš spremljevalec tako kot gripa, ste že rekli, da utegne, ne? Ja, jaz bi danes si upal trditi, da pravzaprav kakšne posebne izbire najbrž ne bo. Mislim, da bo ta koronavirus postal naš spremljevalec kot gripa. Res, da me je kot znanstvenika ali pa kot strokovnjaka presenetil v tem pogledu, da mislim, da bo ostal med nami. Na začetku same epidemije sem vseeno upal, da bo bolj podoben epidemiji SARS-a iz leta 2003 in ga bomo lahko uspešno zamejili. Vendar potem, ko se je razširil na druge kontinente iz Kitajske, predvsem v Evropo, in potem, ko se je v Evropi začel bliskovito širiti, ker v bistvu SARS-u številka 1, če tako rečem, ni uspelo, bi rekel, da je bilo zelo hitro jasno, da se tu zgodba ne bo končala tako, kot se je za SARS-om 1. Tako da v tem trenutku bi rekel, da se moje mišljenje bolj nagiba v smislu tega, da bomo s tem virusom morali biti sposobni preživeti kar nekaj naslednjih let. Poglejte, po prvih tednih epidemije, ki so pomenili šok in pa seveda tudi preplah, so se nasveti stroke usmerjali takrat seveda predvsem v trenutno preventivo okužbe. Zdaj, zadnje dneve pa se je fokus usmeril na znanstvenike, kdaj vam bo le uspelo narediti cepivo ali pa zdravilo, ne? Znanstvenikom je sicer že uspelo spoznati genetsko sliko virusa, a pot do vakcine, kot veste, je seveda težka in pa ni vedno premočrtna. Večina raziskovalcev pravi, da ga prej kot v 18 mesecih v bistvu težko naredijo. Kako taki časovni pritiski vplivajo na vas, znanstvenike? Kar se tiče v bistvu znanstvenikov, ki delajo na cepivu, v bistvu težko komentiram neposredno, ker se sam s tem področjem ne ukvarjam. Bi pa mogoče komentiral to napoved o cepivu, kar sem že večkrat poudaril. Kar se tiče tehnologije cepiv, dejansko vstopamo vsako leto, bom rekel, v višje tehnološko dovršeno področje, kjer bodo tehnologije, ki se vsako leto razvijajo, do cepiva, do kandidatov cepiva pripeljale precej hitro. Kar zame ostaja vprašanje, seveda, kdaj bomo mi prišli do cepiva, za katerega bo dokazana tudi učinkovitost. Že večkrat sem poudaril v svojih izjavah, da cepivo najbrž ne bo tak problem izdelati. Večji izziv bo dokazati učinkovitost tega cepiva. Učinkovitost cepiv se pa dokazuje takrat, ko izpostavljene ljudi, cepljene ljudi izpostavimo virusu, ki nekje kroži, ne? Tako se je dogajalo tudi recimo v zadnjem času z ebolo. Se pravi, cepivo je bilo izdelano relativno hitro, vendar pa je bilo potrebno na učinkovitost cepljenja počakati kar nekaj časa. Namreč mi bomo morali, ko bo cepivo izdelano in bodo ljudje cepljeni, ena od stvari, ki jo seveda želimo pretestirati, ali bodo odgovorili z razvojem protiteles
ali mogoče tudi kakšne druge oblike imunosti, ki se jo da izmeriti pri koronavirusu. Druga pa bo, ko bodo ti cepljeni ljudje izpostavljeni recimo neki novi epidemiji, nekemu novemu valu okužb z tem novim koronavirusom. Takrat se bo pokazalo, koliko zanesljivo in učinkovito je v resnici tako cepivo. In temu, tudi če ga naredimo recimo do naslednje sezone respiratornih virusov, če verjamemo, da bo takrat plusnil nov val tega koronavirusa, bomo morali ugotoviti, ali ljudje, ki so cepljeni, pravzaprav ne bodo zbolevali za to boleznijo. Seveda nas bi zanimalo tudi, ali bo ta imunost, rečemo, sterilna imunost, se pravi, da človek, ki se bo okužil, tudi ne bo prenašalec tega virusa, ker nam je v bistvu tudi eden od primarnih ciljev. Dobro cepivo ne samo, da zaščiti človeka pred boleznijo, zaščiti tudi človeka, da ne postane, bomo rekli, asimptomatsko okužen ali blago simptomatsko okužen in s tem okužen za druge. Glede te imunosti, je zdaj še recimo tukaj taka neznanka, kako se bo... Jaz mislim, da kakršnekoli špekulacije o virusu, ki ga poznamo dobre 4 mesece, so lahko samo špekulacije. Obstajajo študije, kjer so eksperimentalno okužili opice in potem čez 1 mesec poskusili ponovno z okužbo opic, ko so to okužbo prebolele in sve so te opice bile zaščitene. To je v bistvu zame relativno običajno odkritje. Namreč vemo, da po okužbah smo vsaj nekaj časa zaščiteni. Težko bi pa to primerjal z imunostjo z ostalimi koronavirusi, ki jih poznamo že dolgo vrsto let. Večkrat sem poudaril, da imam lastne izkušnje, kako se koronavirus preboleva in moje izkušnje niso dobre. Pač v nekaj mesecih iz lastnih izkušenj povem, sem se okužil vsaj 2-krat v obdobju 2 mesecev z istim tipom koronavirusa. Težko bi rekel, da imam kakšne podatke in tudi tisti, ki to trdijo, bi rekel, da nimajo dobre osnove, če dajo kakršnokoli primerjavo z SARS-om iz leta 2003. SARS virus iz 2003 je bil izkoreninjen v roku 1 leta. Torej, mi nismo imeli primerjave, kaj bi se zgodilo z ljudmi, ki so SARS preboleli in bi bili ponovno izpostavljeni temu istemu virusu čez 1, 2 ali 3 ali 5 let, ko tega virusa pravzaprav itak ni bilo več v populaciji. Se pravi, mene zanima, kaj se bo zgodilo, če bo ta virus ostal z nami, z ljudmi, ki bodo čez 1 leto, čez 2 leti, čez 3 leta in so to okužbo preboleli, tudi blago, razvili proti telesa, kako bodo odreagirali, če bodo ponovno izpostavljeni, če dava primerjavo z tistimi, ki bodo recimo cepljeni. Rekel bi, da podatki, ki jih jaz imam, in teh podatkov ni veliko, jih pa imam iz lastnih izkušenj in iz izkušenj z mojimi sodelavci, ki so bili testirani, je, da koronavirusi, te, ki jih sedaj poznamo, ne povzročajo trajne imunosti. Zato bi jaz počakal na podatke, da vidimo, kaj se bo v resnici zgodilo, ko bodo ljudje, ki so to preboleli, ponovno izpostavljeni. Seveda si vsi želimo, da bi bila ta imunost trajna, vendar, če pogledamo druge respiratorne viruse, recimo večkrat za primer respiratorni sincicijski virus, je dokazano. Ti virusi so izredno dobro prilagojeni in znajo pravzaprav uporabljati razne, če rečemo v narekovajih, trike, ker naš imunski sistem prelisičijo na tak način, da človek ne razvije nevtralizacijskih protiteles. Se pravi, razvijamo protitelesa, vendar ta niso sposobna virus nevtralizirati, kar pomeni, da bomo verjetno zboleli lahko ponovno za okužbo z istim virusom. Veliko vprašanje je, kako bo ta okužba potekala. Ali bo blažja, ali bo mogoče asimptomatska. Tega ta trenutek mislim, da dobrih podatkov nima nihče, da bi to lahko napovedal, glede na to, da pač poznamo virus 4 mesece. Na svetu je veliko laboratorijev, kar menda 30 in več, ki si prizadevajo ustvariti vakcino. Kaj mislite, je to dobro ali bi bolj se nagibali k temu, da se je treba osredotočiti na nekaj laboratorijev, ki so recimo bolj vešči tega? To je dobra rešitev, zato ker pravzaprav je današnji pristopi zares upoštevajo najsodobnejša spoznanja biologije, celične biologije, različnih genskih pristopov in mislim, da je vredno vlagati v
energijo v več poskusov, z več različnimi pristopi. To se je izkazalo tudi mogoče pri eboli, kjer v bistvu lahko rečemo, da je več različnih pristopov pokazalo, če ne drugega, zelo različne izhode, kar pomeni spet neko določeno novo znanje, ki ga morda lahko uporabimo pri snovanju novega cepiva. Se pravi, vsak neuspešen poskus lahko pomeni tudi novo znanje, ki ga potem uporabimo pri ponovnem poskusu z novo varianto cepiva. Poglejte, Kanačan Gary Kobinger, ki je sodeloval pri ustvarjanju zdravila za ebolo, pravi, da lahko cepivo predvsem za rizične skupine lahko pripravijo v slabem letu. In seveda ne gre zdaj to za celotno populacijo, ampak za ciljno skupino. On pravi, da denimo za zdravstvene delavce, ki so zelo vešči opisovati recimo teh eventualnih reakcij. Seveda, a obstaja tu določena stopnja rizika? No, v zvezi s tem vas bi še nekaj vprašala, ker je še zanimivo glede na izkušnje, ki jih je Kobinger imel, ko je ebolo raziskoval v Afriki. Pravi, da se takrat seveda svet ni kaj dosti zanimal, kaj sploh počne. Danes pa pravi, da ko je svet preplavljen s koronavirusom, pa ga kliče vlada in mu ponuja karkoli potrebuje, samo da bi pomagal s cepivom. Tu gre seveda specifičen odnos do znanosti, nasploh se vam ne zdi? Ja, težko komentiram takšne izjave in tudi pravzaprav celo situacijo. Definitivno je vedno razkorak med tem, kar znanstveniki počnejo in kar morda politika ali zdravstvena ali pa znanstvena pravzaprav na eni strani prepozna ali pripozna kot nekaj, kar je potrebno podpirati. Moje izkušnje z virusi, ki se pojavljajo na tak način, rečemo jim emerging viruses, sem ravno zadnjič našel knjigo gospe, ki je zadnje čase pogosto omenjena tudi v slovenskih občilih. To je Lori Garrett, ki je napisala v bistvu knjigo The Coming Plague leta 1996. To je v bistvu na samem začetku, ko sem se sam začel s tem ukvarjati. In 4 leta zatem je napisala še eno knjigo, mislim, da je za prvo dobila Pulitzerjevo nagrado. Druga knjiga pa ima naslov Betrayal of Trust in v bistvu govori o razgradnji javno-zdravstvenega sistema v Združenih državah. Se pravi, pravzaprav govori o tem, kako je politika z svojimi nesrečnimi ukrepi prevarala pravzaprav državljane, da več ne zagotavlja, da ni sposobna zagotavljati javno-zdravstvene varnosti, ravno v smislu epidemij, z raznoraznimi primeri, kjer se je potem kasneje izkazalo, da so se pojavile hude epidemije z težkimi posledicami za prebivalstvo. In bojim se, da v bistvu take izjave gospoda pravzaprav lahko kažejo tudi na kaj takega. Poglejte, le 2 meseca potem, ko so znanstveniki na Kitajskem že svetu delili to gensko zaporedje virusa, veliko podjetij dela na razvoju cepiv, kot sva rekla. Še več pa testira tudi druga zdravila, tu ko se omenja revmatoidni artritis, potem klorokin in še najbrž katera druga. Znanstveniki na Stanfordu pa si celo prizadevajo za razvoj tehnologije na osnovi CRISPR metode za boj proti koronavirusu, ki je bila seveda uporabljena ki bi bila potem seveda uporabljena v prihodnjih pandemijah. Podjetje Moderna, ki ga dostikrat omenjamo v javnosti, sedežem v Cambridgeu, v Massachusettsu, pa seveda že začelo s poskusnim cepivom na ljudeh. In v poskusnih časih včasih počnemo hitre stvari, nenavadne stvari, ki jih morda seveda ne bi storili, če bi imeli neomenjeno veliko časa. Tako je izjavil ta Michael Diamond, virusni imunolog na Washington University School of Medicine. Obupni časi seveda zahtevajo obupne ukrepe.
In ker se po svetu seveda naraščajoče okužbe s smrtnimi primeri seveda kar večajo in večajo, postaja situacija vse bolj huda. Kljub temu pa ni pričakovati, da bo celovito razvito cepivo na voljo širši javnosti vsaj še 1 leto in več. To, kar sva že večkrat omenila. Ampak gre za to, da se seveda znanstveniki s vso silo pripravljajo na to, iščejo in hitijo. Tudi včasih mogoče stvarmi, ki lahko potem, kot beremo, ne dovolj natančna vakcina naredi več škode, kot pa recimo eventualne koristi. Dobro, če se najprej osredotočimo morda na razvoj zdravil. Rekel bi, da pričakujem, da pri koronavirusu je pravilna usmeritev v obe smeri. Ena je razvoj cepiva in drugo je tudi razvoj zdravil. Kot sem že rekel, za cepiva je enako pri zdravilih. Namreč z današnjimi spoznanji molekularne biologije koronavirusov lahko v zelo kratkem času zgeneriramo precejšnje število kandidatnih zdravil, podobno kot pri cepivih. In rekel bi, da nekatere izkušnje iz bližnje preteklosti kažejo na to, da bi pravzaprav verjetno lahko pričakovali tudi v roku morda nekaj let, mogoče kratko obdobje let, tudi uspešno in učinkovito zdravilo. Kakšne vrste bo to zdravilo, težko napovem, ker bo ravno tako kot pri cepivih verjetno razvoj potekal iz več smeri. Se pravi, bodo poskušali znanstveniki poiskati, ne rad rečem to, ampak ta izraz se uporablja, šibke točke, ki jih virus ima, bolj bi rekel točke v virusnem ciklu, naj gre za vstop virusa v celico, za njegovo razmnoževanje, za izstopanje virusa v celico, kjer bi našli specifične korake, ki so vezane na kakšne virusne beljakovine ali njegove encime, ki bi jih znali zaustaviti in s tem preprečiti razmnoževanje virusa. To bi se mi zdela zelo jasna alternativa. Kot ste omenili nove tehnologije, kot recimo CRISPR in podobno, tukaj sem malo bolj zadržan. Seveda so pričakovanja zelo velika, vemo pa, da je v bistvu izredno težko za novo tehnologijo, ki ni preizkušena, niti varnost te tehnologije ni preizkušena, prodreti tako hitro, čeprav, kot pravi znanstvenik, obupni časi zahtevajo obupne ukrepe. Se bojim, da ti časi vseeno ne bodo tako obupni, sploh ne v zahodnem svetu, da bi pravzaprav poskušali za neko nepreverjeno ali pa mogoče, ne smem reči nevarno, ampak tvegano, recimo terapijo poskušati intervenirati pri taki epidemiji, ki dejansko ima zelo hude posledice, predvsem v določenih ciljnih skupinah, morda rečemo celo pri starejših ljudeh. V tem mestnem času seveda iščejo znanstveniki seveda in strokovnjaki različne načine, kako priti blizu ali vsaj ublažiti. Pa me zanima, kakšne so pa možnosti terapije recimo s tem prenosom plazme? To je že tukaj poznana metoda, ne? A je tukaj se upošteva, razmišljate kaj o tem? Ja, seveda razmišljamo, tudi slovenski strokovnjaki o tem razmišljajo in tudi intenzivno na tem delajo. Se pravi, več, ko bomo imeli prebolevnikov, več bo kandidatov, ki so lahko donorji te plazme. Ta plazma vsebuje gotovo, vsaj plazma nekaterih ljudi, tudi nevtralizacijska protitelesa. To so znani načini zdravljenja. Bi pa opozoril, da je zelo težko pravzaprav pričakovati, da bi te plazme dobili v zadostni količini, da bi to postala neka vseobsegajoča terapija ali na voljo vsakomur. Vemo tudi, da je dajanje plazme vedno povezano z rizikom prenosa okužb, ki se prenašajo s krvjo. Se pravi, v tem kontekstu so takšna zdravljenja običajno rezervirana za zares hude bolnike. Poglejte, ta naglica vsega sveta, po zahtevi čim prej dobiti zdravilo ali karkoli, razumeš, neko
metodo, a ne, zdravljenja, da tudi misliti, da znanstveniki sploh niste bili pripravljeni na te dogodke. Prav zato je med znanstveniki upravičeno zelo močno opozorilo, da se mora znanost razvijati naprej. Sicer bo v prihodnosti posledice bodo še hujše, saj ne bi se epidemije teh dimenzij ponavljale vsakih 100 let, to drži. V neke cikle pojavljanja epidemij pravzaprav težko verjamemo, pač sploh take, ki bi se jih dalo določiti. Še najbolj znani in opisani so cikli pojavljanja epidemij in celo pandemij pri virusu influence, se pravi pri virusu gripe. Pred nedavnim sem že povedal, da pravzaprav smo bili največkrat spraševani virologi, recimo tudi epidemiologi ali tisti, ki se ukvarjamo z takimi stvarmi, kdaj lahko pričakujemo naslednjo pandemijo. In naš odgovor je pravzaprav bil vedno enak. Rekli smo vedno, da ni vprašanje, mislim, ali se bo pojavila, ampak vprašanje, kdaj se bo pojavila. In rekli smo ponovadi tudi, da že nekoliko zamuja, glede na cikle, ki smo jih bili v preteklosti vajeni. Težko bi rekel, da znanstveniki niso bili pripravljeni. Morda je pa res, bi se strinjal s tem, da nas je nekoliko presenetilo ukrepanje ali pa nezmožnost, kako bi rekel, nezmožnost našega ukrepanja ob neki okužbi, ki se tako silovito širi. Namreč pri tej okužbi prihajajo v upoštev zelo klasični epidemiološki ukrepi, ki mislim, da so v času mojega življenja v resnici ali pa mogoče v mojem otroštvu so se še izvedli na Kosovu ob zadnji epidemiji črnih koz, kjer se je uvedla karantena, popolna zapora potovanja in tako naprej. Tega pa dejansko nismo bili vajeni. Verjamem, da nihče ali pa zelo redki ljudje so sploh verjeli, da se kaj takega lahko zgodi. In v tem kontekstu bi se strinjal, da nismo bili pripravljeni in da mogoče tudi v Sloveniji v tem kontekstu nismo in morda še vedno ne reagiramo povsem ustrezno. Namreč pri teh širjenjih, ki jih opažamo trenutno v Sloveniji, se mi zdi bistveno nekaj, kar so poudarjali, kaj se je zgodilo v državah, ki so uspešno ustavili epidemijo. To pa pomeni izredno strogi ukrepi izolacije, karantene in agresivno iskanje primerov in njihovih kontaktov. Tu imamo še precej rezerve, kaj bi pravzaprav lahko naredili in kako bi pravzaprav dosegli spoštovanje ukrepov, ki so trenutno uvedeni. Tako da gotovo se znanost mora razvijati naprej, prav gotovo obstajajo načini, kako bi se na take epidemije pripravili. Pravzaprav, če pomislim, ta epidemija SARS-2 res me spominja kot na kakšen dober filmski scenarij, kajti ta virus ima vse, kar pravzaprav virus mora imeti, da postane zanimiv, povzroča razmeroma visoko smrtnost, res da samo v določeni ciljni skupini, kar bi se seveda lahko poslabšalo s kakšnim virusom, ki bi imel nediskriminatorno starostno skupino, se pravi, da bi enako uspešno pokosil od mladih do starih. In seveda, če bi imel enako nalezljivost, kot jo ima virus, ki smo mu trenutno priča. Ob koncu, dr. Petrovec, ne more vas še v bistvu na nek način mimo pisanja in oglašanja na družbenih omrežjih, zlasti ne v zadnjem mesecu. Francoski filozof Badiou celo pravi, da so ta postala mesto širjenja mentalne paralize, se pravi nekontroliranih vesti, odkrivanje predpotopnih idej, mračnjaštva, ki v bistvu razpihuje fašizem. Zato izrecno poudarja, da prav zdaj, ko smo tako izolirani in nebogljeni, ne smemo verovati v nič drugega kot znanstvena dognanja, ki so temelj in perspektiva neke nove politike. Vi ste tudi del mednarodne zgodbe znanstvenikov, pa me zanima, kako vi razmišljate o tem ali kako bi komentirali. Ja, lahko bi rekel samo tako, da pravzaprav je to res. Trenutno si ne predstavljam kaj drugega,
kar bi lahko učinkovito ustavilo epidemijo, kot da strogo preverjamo dejstva, ki nas ta epidemija uči sproti, se pravi tista, ki so že znana, tista, ki jih izkušamo na lastni koži. Lahko rečem tista, ki jih izkušam dnevno pri laboratorijski diagnostiki, tista, ki jih kolegi izkušajo pri skrbi za najtežje bolne bolnike, tista, ki jih kot družba izkušamo, kaj pomeni pravzaprav biti paraliziran, tako fizično, lahko pa nekateri pravzaprav tudi psihično. Pravzaprav bo zanimivo pogledati morda za nazaj ali pa celo sproti, kakšna bodo spoznanja sociologov, kaj se pravzaprav v tem stanju neke prisilne paralize dogaja v družbi. Lahko bi se strinjal, da se v tem času res širi ogromno število idej, take še najbolj mogoče nedolžne, pa hkrati zelo moteče so tiste, ki jih sami skušam na lastni koži, kjer pravzaprav ljudje z znanjem, polznanjem ali pa neznanjem plasirajo tudi do nas vsakodnevno preko elektronskih sporočil, preko elektronskih medijev, včasih tudi telefonsko, kjer ljudje včasih v dobri veri, včasih zlonamerno skušajo prispevati svoj delček k temu, kako naj bi dostopali oziroma kako naj bi postopali v epidemiji. Moram reči, da je to skrajno utrujajoče, namreč, če govorimo o najbolj banalnih primerih, kako bi izboljšali testiranje, kako bi pravzaprav uporabljali neke metode, kako bi, ne vem, seveda, da ne bom govoril o komercialnih interesih, katero metodo, katere teste, kakšne načine testiranja bi uporabljali, kar je izredno otežuje naše vsakdanje delo. Namreč, že večkrat sem povedal, da pravzaprav namesto, da bi se ukvarjali zares 100% z tem, kar znamo in kar smo z izkušnjami v preteklih letih pridobili, se zelo pogosto ukvarjamo z odgovarjanjem in pojasnjevanjem, zakaj kakšna metoda ni primerna, zakaj v bistvu neki testi niso primerni, da ne govorim na nekatera sporočila, ki so pravzaprav absurdna, recimo o, ne vem, nošenju nekih aparatur, ki bi izboljšala imunost proti koronavirusu. Tako da definitivno bi rekel vsem gledalcem, da pravzaprav v tem času pravzaprav neke posebne izbire nimamo. Če želimo, da se ta epidemija ustavi, moramo skrajno racionalno presejati dejstva, ki nas jih ta epidemija uči, in to sproti. In seveda na nas, ki smo mogoče strokovno ali javno izpostavljeni, je tudi, da z neko integriteto in z neko strokovno močjo pravzaprav pomagamo, da se ukrepi, za katere verjamemo, da bodo to epidemijo ustavili, dejansko izvršujejo. Lahko rečem, da pravzaprav vsi ti ukrepi tudi zame osebno niso prijetni. Tako omejitev gibanja, kot prekomerna obremenitev v smislu delovnih obveznosti, kar seveda za nekatere v tem trenutku je morda ravno obratno, ampak v smislu omejevanja svobode gibanja smo verjetno res priča nekemu, skoraj bi rekel, eksperimentu, kateremu nihče najbrž razen mogoče tisti, ki so preživeli vojno, takih izkušenj nima. Se pravi, kakšne bodo posledice tega in to, kar je filozof omenil, bi rekel, da se morda kaže v nekih odzivih, katerim se sam zelo čudim. Recimo, najbolj me čudi to strastno prepovedovanje gibanja, recimo na nekaterih področjih, na nekaterih krajih v naravi, ki nima prav nobene znanstvene osnove. Se pravi, zdi se mi včasih, da župani kar tekmujejo, kdo bo zaprl več planinskih poti, več področij, kjer je omogočeno povsem neškodljivo zdravo gibanje,
kar nima prav nobene zveze z preprečevanjem epidemije. In tu se mi zdi, je prišla na plan dejansko neka mračna podoba človeštva, kjer so nam vsi ljudje, če hočete tisti, ki se pripeljejo na obalo, sovražni, kužni, nevarni, kar v bistvu ne vidim dejansko razloga. Ukrepi, ki so uvedeni, so namenjeni nezdruževanju ljudi in gotovo se da to doseči na mogoče druge, ljudem bolj prijazne načine in se ljudi dejansko čim manj omejevati v gibanju v naravi. Dokler se spoštujejo pravila o medsebojnem razdruževanju in nedruženju, tako v odprtih, še posebej pa v zaprtih prostorih, mislim, da je narejeno pravzaprav večino tega, kar je na tem mogoče narediti.